Sem Žiga Papež, nekdanji teniški igralec in diabetik tipa 1. Poleg tega sem v bistvu bil edini Dolenc in diabetik tipa 1, ki se mu je uspelo uvrstiti na svetovno teniško ATP lestvico. V zadnjem času veliko pozornosti posvečam področju diabetesa skozi različna izobraževanja, delavnice in osebna svetovanja. Poskušam v bistvu življenje diabetikov narediti še bolj sladko, če lahko temu tako rečem. Torej ja, šport mi je bil v bistvu položen v zibelko pravzaprav, ker je moj oče bil nekdanji oziroma je nekdanji vrhunski kolesar, tudi v tistem času udeleženec olimpijskih iger, tako da pravzaprav sploh nisem imel izbire in sem mogel postati športnik. Odločil sem se za tenis. Veliko ljudi me sprašuje, zakaj za tenis, zakaj nisem bil kolesar. In pravzaprav glih zaradi tega vprašanja, ki se je pojavljalo prepogosto. Od svojega 3. leta se spomnim, ko so me ljudje gledali navzdol pa govorili, zakaj nisi kolesar, kdaj boš kolesar. In pač ta vprašanja so me preveč overala. Nekak velik pritisk sem čutil v tistem času in zato sem se odločil za en čist drug šport. V bistvu za šport, ki mi je v tistem času najslab šel. Nogomet, košarka, kolesarstvo, vse te stvari so mi šle veliko boljše, ampak ker sem bil tak trmast fant, sem pri 6. letu potem po priporočilu prijatelja v bistvu se odločil za tenis in od takrat ima moje srce. Torej po mnogo letih napornega treninga, večurnega na dan, mi je potem pri 20. letu končno uspelo se uvrstiti na to svetovno teniško ATP lestvico, ampak zelo hitro sem ugotovil, da v bistvu ta sladkorna bolezen na tem najvišjem nivoju ne omogoča dovolj hitre regeneracije telesa in zelo težko sem prenašal v bistvu te napore in sledil fantom, ki so bili na vrhu, ki so mi bili pravzaprav vzor. Tako da sem bil pošten do svojega telesa, pošten do sebe in se odločil, da s tem vrhunskim športom prekinem. Tenis je v bistvu pravzaprav en tak zelo kompleksen šport, veliko stvari vpliva na samo igro, ampak ker sem po svoji končani karieri še vedno pač želel skrbeti za svoje telo, sem zelo hitro ugotovil, da te anaerobni športi ne vplivajo dobro na raven krvnega sladkorja. Ugotovil pa sem v bistvu tudi to, da je najboljši šport za diabetike nek aeroben šport. In to definitivno kolesarstvo je. Koles je bilo doma neomejeno, tako da nisem rabil veliko. Pravzaprav vse kolesarstvo sem imel rad že celo življenje. Spremljal sem ga po televiziji, z očetom hodil po tekmovanjih in tako naprej. Imam tudi veliko prijateljev iz tega športa. In potem, po tej karieri, ko je bilo malo več časa, sem pa v bistvu res večji del rekreacije posvetil prav kolesu. Torej, zakaj ta dogodek, zakaj Nordcape 4000? Če povežete tole mojo zgodbo, ki sem jo glikar opisal, torej kolesarstvo, ljubezen do kolesarstva in pravzaprav tudi ljubezen do upravljanja sladkorne bolezni in hkrati tudi ljubezen do nekih avantur, do preseganja sebe oziroma do testiranja teh mej, sem spontano na začetku našel tale dogodek in nisem dolg razmišljal in se kar hitro prijavil. Sicer na začetku res nisem vedel, kako bom vse to speljal, ampak vedel sem, da bom, da mi bo nekako uspel, tako da ni bilo neke dolgoročne vizije, ampak mislim, da se zdaj stvari nekako so se poklopile in se poklapljajo in da bo iz tega nastal en tak res lep dogodek. Torej, to je dogodek, kjer se moraš znajti popolnoma sam, ni dovoljena nikakršna zunanja pomoč. Torej si ti, kolo pa teh 4000 kilometrov. Prijavljenih je že 300 tekmovalcev in to je tudi maksimalna kvota, ki se je zelo hitro izpolnila. V prvih 2 dneh so bila vsa ta mesta zapolnjena. In na tem dogodku so, kot si lahko predstavljate, ljudje iz celega sveta z različnimi izzivi. Nekateri bodo šli napadati prvo mesto. Meni osebno to ni cilj. Meni je osebno cilj, da ta dogodek sploh prekolesarim.
Pozabil pa sem povedati, da je v bistvu tudi nek časovni limit. Časovni limit pa je 22 dni, kar pomeni, da bom mogel na dan prekolesariti vsaj 182 km. Če lahko preračunam to v ure, je po mojem približno 10 ur sedenja na dan na kolesu. Ja, kot lahko razberete, v bistvu ta dirka ni mačji kašelj in še posebej ne za diabetika, tako kakor sem jaz. In potrebne bodo temeljite priprave, pač zelo podroben plan, ki se ga bom mogel nekako držati. Vem, da bo v praksi to izjemno težko, predvsem psihološko, ker poveza 22 dni pa vsak dan 10 ur kolesariti ne bo lahko. Verjamem, da predvsem ne za mojo glavo in moje sladkorje. In imam iskreno majčkeno dvomov, pa ne dvomov, ampak bolj strahov, ki se mi pojavljajo v glavi, ampak verjamem, da v teh 6 mesecih bom naredil zelo dober plan, bom odtreniral svoje in pač to opravil definitivno. Kot diabetik bom definitivno imel drugačne izzive kot nek, v narekovajih, navaden smrtnik. Definitivno bom mogel veliko pozornosti posvetiti prehrani, dobremu počitku in tudi v kateri coni bom vozil, torej coni srčnega utripa, ker takoj, ko bom zajadral v eno višjo cono, kjer bom porabljal preveč ogljikovih hidratov, me lahko pripelje do tega, da bom pač imel prenizke sladkorje, temu se reče hipoglikemije, in na tak način telo ne more funkcionirati, zato bo tukaj na tem področju res potrebna dobra priprava. Moja največja skrb glede sladkorne in pač samega upravljanja diabetesa je definitivno ta, ki izhaja še iz moje teniške kariere, torej prepočasna regeneracija. In na to regeneracijo vpliva ogromno stvari, torej od prehrane do oblike telesne aktivnosti, potem do spanja konec koncev in tudi do uravnavanja stresa. In na vse te komponente bom moral gledati celostno in poštimati pač vse, kle ne bo prostora za napake. Sladkorno bolezen so mi odkrili pri 12. letu. To je bil pravzaprav en velik šok zame in predvsem za mojo družino, moja starša. Spomnim se tistih začetkov, ni bilo najbolj luštno. Sploh nismo vedeli, kaj je sladkorna bolezen, sploh nismo nobenega poznali, ki bi imel to sladkorno. In ja, vse je bilo zelo zmedeno. Čeprav jaz sem bil kot tak mlad fant, trmast fant, tudi mogoče malo uporniški, nekako se nisem preveč sekiral. Bolj sem se sekiral za moja starša, ker sem videl, da malo bolj razumeta to bolezen in vidita zakulisje, da bo izziv. In ja, jaz sem to bolezen sprejel dokaj enostavno, mogoče malo nonšalantno. To se je pokazalo tudi čez čas. Sladkorji niso bili idealni. Pač urejenost sladkorne ni bila najboljša, še posebej, ker sem treniral že od 6. leta več kot nekaj ur na dan. In to se je poznalo na sladkorjih. In mogoče sem se takrat, oziroma definitivno sem se takrat slepil. Mislil sem, da imam dobro urejeno sladkorno, to sem si govoril, tudi drugim. Ampak temu ni bilo tako. To sem ugotovil šele kasneje, ko sem malo bolj odrasel, ko sem videl, ko sem znal stvar malo bolj objektivno pogledati, da ni bilo vse rožnato. Kombinacija športa in izobraževanja na fakulteti za šport pa mi je v bistvu pokazala tisto realno sliko, to, ki sem že omenil, da ni bila najbolj rožnata. Hkrati pa mi je ta pot dala motivacijo in tudi znanje, da sem se prijel v roke in v bistvu to sladkorno bolezen začel zelo dobro obvladati. In tam po 18. letu je v bistvu bilo eno obdobje, kot da ne bi imel sladkorne bolezni. In tudi takrat so prišli pri športu najboljši rezultati. Zato se mi je zgodila tudi ta uvrstitev na svetovno teniško
ATP lestvico ravno pri 20. letu, kar je logična posledica, da sem to sladkorno prijel za roge. In ker imam priložnost danes sedeti tukaj in vam v bistvu na nek način prijateljsko pridigati, bi vam rad povedal zelo pomembno razliko pri sladkorni bolezni. Torej, poznamo diabetes tip 1 in diabetes tip 2. Razlike so tukaj predvsem v tem, kako se sladkorna in zakaj se sladkorna bolezen pojavi, ter v načinu zdravljenja. Pri tipu 1, to, kar imam jaz, to je avtoimunska bolezen. To je v bistvu tudi večinoma gensko pogojena bolezen, torej se pojavi brez nekega konkretnega razloga, če temu lahko tako rečem. To je obrambni mehanizem telesa. Nekateri predvidevajo tudi na kakšne stresne dejavnike, ki se pojavijo v življenju. Poleg tega pa tudi življenjski slog, ki pri meni pač verjetno ni igral ključne vloge. Sladkorna bolezen tipa 1 se mora zdraviti z inzulinom preko injekcij ali z inzulinsko črpalko, ki jo imam tudi jaz. In smo pravzaprav odvisni od inzulina, ni nikakršnega drugega načina zdravljenja. Torej, naša del trebušne slinavke, ki proizvaja inzulin, ga neha, ga torej ne proizvaja več, zato si moramo nekako na drug način ta inzulin vbrizgavati v telo. Pri diabetesu tipa 2 pa ta bolezen nastane večinoma zaradi nezdravega življenjskega sloga, zaradi nekih življenjskih odločitev, ki so se ponavljali, ali pa nekih vzorcev, ki niso bila zdrava več let ali desetletij, in čez čas se ta trebušna slinavka nekako utrudi in pač neha popolnoma ali pa v neki manjši meri neha proizvajati ta inzulin. Zato zdaj pa kako se tip 2 zdravi, lahko na več načinov. Tukaj imamo res ogromno načinov. Torej, če je sladkorna bolezen v nekem stanju pred diabetesa, se reče, torej preden se pojavi sladkorna bolezen, se lahko uravnava sladkor že s preprostim zdravim življenjskim slogom, torej z malo manj ogljikohidratno hrano, recimo LCHF je zelo tukaj priporočljiv, potem z gibanjem. Gibanje igra ključno vlogo na tem področju, z dobrim spanjem in seveda tudi z uravnavanjem stresa. To so te 4 komponente, ki so zelo pomembne. V drugi fazi, ko diabetes tipa 2 nekoliko bolj napreduje, se lahko zdravi z različnimi tableti. Poznamo pa tudi drugi tip tablet, ki pa v bistvu pomagajo celicam odpreti ta nekakšna vrata in na tak način sladkor iz krvi lažje prehaja v same celice in na tak način torej se raven glukoze v krvi znižuje. Ko pa sladkorna bolezen tipa 2 napreduje v tisto zadnjo obliko, najtežjo, jaz ne maram poimenovati najtežjo, najhujšo, čeprav veliko ljudi pogovorno to reče, tako da lahko se tako izrazimo tukaj, ampak huda in manj huda sladkorna bolezen obstaja, poznamo pač sladkorno bolezen in pač vse oblike niso luštne in hude ali pa prijetne, kakorkoli. No, ampak ko sladkorna bolezen tipa 2 napreduje v tisto nekoliko težjo obliko, pa tudi tem bolnikom ne preostane drugega, kakor uporaba različnih oblik inzulina. Kot sem že prej omenil, prehrana igra ključno vlogo pri vodenju sladkorne bolezni, tako pri tipu 1 kot pri tipu 2 in tudi v tej zdaj nekoliko bolj omenjeni obliki sladkorne bolezni, torej nosečniški oziroma gestacijski obliki diabetesa. Jaz osebno sem dolgo časa sledil tistim splošnim trendom, da sem jedel, ker imam tip 1 in za nas ne bi bilo pač tudi priporočljivo, da se je normalno, pravzaprav tako kot je vsak zdrav človek, ampak ker sem bil skozi to svojo bolezen in skozi šport tudi nekoliko bolj občutljiv na vse te spremembe v telesu, sem veliko začel delati tudi z meditacijo, opazovanjem samega sebe in tako naprej in sem videl, da v bistvu ta prehrana meni nikakor ne leži. Torej, ko sem to ugotovil, takrat sem res svojo sladkorno bolezen nekako spravil v tiste ustaljene tirnice in imel res urejeno sladkorno. In kaj so bile te spremembe sploh v praksi? Torej, jaz sem zmanjšal število ogljikovih hidratov in predvsem
urnik mojega prehranjevanja. Torej, prilagodil sem svoje obroke na to, kdaj sem fizično bolj aktiven in kdaj sem manj. Torej, ko sem bil manj aktiven, sem se poskušal držati tega, da jem zelo malo ogljikovih hidratov, ker če logično pogledamo, naše telo takrat ne potrebuje nekega hitrega vira energije, kar ogljikovih hidrati so. Ko pa sem imel neke težje napore, pa definitivno sem potem užival ogljikove hidrate. In to je bila ta bistvena sprememba, ki mi je zelo pomagala. In prav ta način zdaj poskušam predati tudi ostalim. Pri pri sladkorni bolezni tipa 2 pa je to še toliko bolj pomembno, ker če tam zmanjšamo ogljikove hidrate res na minimalno, lahko v bistvu večino teh simptomov, ki pride s sladkorno boleznijo, dejansko tudi odpravimo. Sladkorne bolezni nikoli ne moramo odpraviti, to je pač kronična bolezen, tako tip 1 kot tip 2, razen nosečniška, ki mine takoj po nosečnosti. Lahko pa odpravimo te simptome, ki sem jih omenil, in v bistvu na videz imamo potem sladkorno bolezen čisto pod nadzorom in na nek način tudi v narekovajih ozdravljeno. In ja, torej, če jaz v bistvu znižam vnos ogljikovih hidratov, pomeni, da moram energijo dobiti tudi iz drugih virov. Tako da so v bistvu za diabetike zelo pomembne tudi maščobe, ki zelo malo oziroma minimalno vplivajo na sam krvni sladkor. Le 10% maščob se skozi časovni razpon 10 ur pretvori v same sladkorje oziroma v glukozo, kar pomeni, da v bistvu res minimalno maščobe vplivajo na sam krvni sladkor, zato so zelo pomembno makrohranilo za diabetike. Poleg tega pa seveda beljakovine. Le 50% beljakovin se pretvori čez čas v glukozo, tako da nekaj malega vplivajo na sladkor, ne pa v taki meri kot ogljikovi hidrati. Jaz osebno, če zjutraj nimam nekih fizičnih naporov oziroma treningov, kar spustim zajtrk. Torej, v bistvu delam nek tak delni post, intermittent fasting, in to na moje sladkorje zelo dobro vpliva. Torej si v bistvu avtomatsko s tem, ko jem zadnji obrok ne po 19. uri, to je neko moje zlato pravilo, pa potem vse recimo do 12. ure, če ne jem, imam kar naenkrat 16 ur sladkor popolnoma urejen, in to na moje počutje vpliva zelo dobro. Kot sem že prej omenil, večji del ogljikovih hidratov pojem pred težjimi aktivnostmi v dnevu, zato si vedno en dan prej vzamem čas, malo pogledam urnik, kako bo dan izgledal, in potem si tudi te obroke lahko veliko lažje in boljše pripravim in oziroma prilagodim. Ja, imam pa eno v bistvu zanimivo zgodbo oziroma anekdoto, ki se mi je zgodila in je tudi zelo vplivala na moje prehranjevalne navade. To je bilo že kar nekaj let nazaj, ko sem še treniral aktivno tenis in hodil po teh mednarodnih turnirjih. Prebral sem knjigo od Novaka Djokovića, knjiga, ki govori predvsem o prehrani, mislim, da je Serviraj za zmago, naslov knjige. In tam Novak opiše kar zelo veliko takih praktičnih nasvetov, ki so priporočljivi in bi jih tudi jaz priporočal tudi za diabetike. Čeprav knjiga ni napisana direktno za diabetike, ampak te prakse so zelo zanimive in priporočljive. No in jaz sem imel v bistvu eno srečo, da sem na nekaj turnirjih treniral tudi z njegovima mlajšima bratoma, predvsem z najmlajšim, kjer sem lahko te določene nasvete preveril direkt iz prakse. In ena mi je ostala v spominu, ki je res vplivala na moj sladkor zelo pozitivno, torej da Novak je presežek beljakovin, torej tiste beljakovine, ki jih v dnevu zaužije, so večinoma zvečer, torej za večerjo. Njegova teorija je bila, da telo zvečer rabi, v bistvu ima čas za regeneracijo, počiva in ne sme presnavljati nekih težkih stvari, kot so ogljikovi hidrati. In zato je on se posluževal te prakse, da je torej beljakovine užival za večerjo. In to sem tudi jaz potem probal in definitivno po nekaj tednih sem videl kar velik v bistvu napredek v sami regeneraciji in tudi na sladkor
je zelo pozitivno vplivalo. Kot sem omenil, šport oziroma gibanje je definitivno zelo pomembna stvar za nas diabetike, ampak ne čisto vsaka oblika gibanja. Nekatere oblike gibanja vplivajo celo negativno na naš krvni sladkor. Najbolj priporočljiva oblika je definitivno aerobna oblika, kjer v bistvu z neko srednje visoko intenzivnostjo spodbudimo naše srce, v bistvu razširimo našo pljučno kapaciteto, kar je tista baza za naše dobro življenje, in hkrati tudi v bistvu pokurimo nekaj ogljikovih hidratov, kar pomaga znižati naš krvni sladkor. Definitivno to še toliko bolj velja pri diabetikih tipa 2. Na drugi strani pa imamo neke bolj intenzivne oblike vadbe, ki pa so na primer aerobna oblika ali pa kakšno dvigovanje uteži. V tem primeru pa se v našem telesu odvijajo drugačni procesi. Ti procesi povzročijo to, da se sproščajo različni hormoni, predvsem stresni hormoni, ki pa imajo zelo velik vpliv na naš krvni sladkor. In v tem primeru moramo biti zelo pazljivi, ko se poslužujemo teh dveh oziroma visokointenzivnih treningov, da pazimo, kaj se dogaja s sladkorjem prej, vmes in tudi potem. Tako da za vse, ki niso najbolj vešči tega, na začetku res priporočam, da dvignejo svojo pripravljenost preko nekih aerobnih treningov in šele potem, ko pridejo na neko višjo raven, se šele potem lotijo nekih bolj zahtevnih anaerobnih treningov. Torej, če povzamem, pri aerobnih oblikah treningov moramo biti zelo pozorni, da nam krvni sladkor ne pade prenizko, torej moramo imeti pri sebi vedno neke ogljikove hidrate, neko glukozo pripravljeno, če se zgodi ta najhujši primer hipoglikemije, torej nevarno nizkega sladkorja, da ga lahko potem s temi ogljikovimi hidrati spravimo na normalno vrednost. V nasprotnem primeru pa, ko izvajamo neke anaerobne treninge, potem moramo biti pa pozorni, da te sladkorji niso previsoki, torej moramo imeti pa pri sebi predvsem inzulin, pri tipu 1 govorim. Pri tipu 2 pa lahko zelo veliko naredimo predvsem z tem, da se, tako kot sem prej omenil, pripravimo naše telo na te težje oblike vadbe z aerobnim treningom in z različnimi nekimi psihološkimi tehnikami, kot so kakšne meditacije, različna dihanja. Tudi na ta način se res da vplivati na naš sladkor.